Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, danes zelo iskrena vprašanja in upam, da si boste tudi iskreno odgovorili. Ta vprašanja so kar življenjske narave. Kaj mi dajemo svojim otrokom, tako čisto zares? Kolikokrat smo rekli, da bomo ostali skupaj zaradi otroka? Smo res tako brezpogojno ljubeči, kot sicer govorimo? In tudi vprašanje se res posvečamo otroku, da je zadovoljstvo obojestransko in kdaj in kako vemo, da smo otroku dali tisto čustveno, izpopolnjeno otroštvo, kot si ga torej zasluži. V moji družbi iz ezoteričnega društva Arhelika pa izjemna ženska, ki v Sloveniji mnogim pomaga, tudi staršim, ki jo kličejo, joj, kaj pa je narobe z mojim otrokom, potem pa se izkaže, da je morda problem ali izziv kje drugje. Anita Rehar je danes v moji družbi. Pozdravljena, dobrodošla. Lep pozdrav. Anita, veliko klicev, nekaj narobe z mojim otrokom, vse je, ni tako, kot bi moralo biti. Je veliko takih klicev? Ogromno. Gre se tukaj predvsem zato, ker imamo zdaj otroke nove dobe. To so otroci, ki so rojeni po letu 2000. To je prvi razlog, zakaj so ti otroci malo drugačni, ker so to čisto druge dušice, ki smo pa jih mi navajeni, recimo, ko gledamo naša merila, naše duše. Drugo, kaj pa je skrajnost naše vzgoje, naših vzorcev, ki smo jih mi bili deležni. In tu sta dve skrajnosti, ki sta si popolnoma nasprotujoči. Gre se namreč za to, da se ukvarjamo mi z temi vzorci, kaj so jih nam starši dali, rešujemo te zanke, v katere smo se ujeli. Istočasno pa se ne zavedamo, da imamo otroke, naše otroke, zdaj te novodobne otroke, ki pa so ali popolnoma nove dušice, ali pa so to že tako stare duše, modreci, ki so se ponovno morali inkarnirati in ki pa potrebujejo drugačno vzgojo in drugačen pristop. Ker mi nismo bili deležni neke ljubezni, čustvene podpore, zdaj tu prekomerno dajemo to tem našim otrokom in to pa zopet ni v redu. In potem pride tukaj do kratkega stika, če lahko tako rečem. Veliko staršev, ki so postali starši po letu 2000, poslušam, da govorijo, pa ta moj otrok je mene učil. Ja, res je. Kot sem že rekla, to so izredno globoke duše. Te dušice so se inkarnirale predvsem zaradi tega, da nam pokažejo, kaj je brezpogojna ljubezen, da materialni svet še zdaleč ni tako pomemben, kot smo si mi domišljali ali pa kot smo mi bili vzgojeni, kot so nam starši dali to. In tukaj zdaj je treba poiskati tisto pravo mero vsega skupaj. To je zelo težko. Zato, ker se zgubimo v vsej hektiki, v vsem času se zgubimo in nismo dosledni temu sebe uravnovešati, pa še otroku dajati v pravi meri. Se pravi, otrokom mi dajemo neke svoje stare vzorce, ki se vlečejo že dolgo časa. Otroka, ki ga pa imajo ženske danes oziroma starši danes, so pa neki čist novodobni, čist drugačni in to je recept za dramo. Ja, pa se res pride drama potem na koncu iz tega ven, zato ker ti otroci dejansko, oni so prišli sem nas učiti, kaj je ljubezen. Mi pa v vsem tem pomanjkanju, ki smo ga bili deležni, otroku dajemo preveč ljubezni in ga s tem tudi dušimo. Potem pride tukaj do tega, da se otroci enostavno ne počutijo dobro. Po domače povedano, so razvajeni in kar pa pol privede do tega, ko so pol stari tam, ne vem, 15-16 let, pol pa imamo rezultate takšne, da ne zna nič, enostavno delamo iz otroke invalide. Ojoj. Eno od vprašanj, na katerega nam boš danes odgovorila, je pravzaprav, oziroma ga pokomentirala, kolikokrat ti kakšen reče, da je skupaj ostal v zakonu, recimo zaradi otrok? Ogromno krat.
In to je tudi napaka. Zato, ker moramo se zavedati, da vsaka dušica si izbere starše. Mi vidimo, kam se bomo inkarnirali. To ne smemo pozabiti. Se pravi, mi tudi vemo, če se bomo inkarnirali s staršem, ki se bosta ločila? Tako, to se vidi. In starši dosti krat, ko so odslužili svoj karmični odnos, na silo potem še ostanejo skupaj v tej zvezi. Velikokrat pride do tega, da ko otrok malo zraste, sam reče in izrazi željo, pa daj mami ali pa ati, prosim, gremo narazen, ker ne gre več tako naprej. Dosti krat to slišim, da potem otroci spodbujajo k temu razhodu, ker če mi nismo srečni, tudi naši otroci ne morajo biti srečni. Vse to je 1 + 1 je 2. Ampak starši rečejo, vse se nikoli ne kregava pred njemu, sej otrok ne ve, da je karkoli narobe, sej ne vidi, da ne spiva skupaj in podobno. Otroci čutijo. Otroci so zelo intuitivni, zelo odprti, zelo dojemljivi za naš zunanji energijski pol. To pomeni, da mi se lahko smejemo na silo, koliko hočemo, lahko žalost skrivamo v sebi na mile viže. Otrok bo točno vedel, ko bo pogledal starša v oči, da je starš žalosten. Ali pomagaš tudi ljudem, ki so v tej fazi mogoče oziroma procesu ločitve, pa ne vejo, kako bi to povedali otrokom ali jim približali, ker iz tega oziroma iz take situacije, kakor jaz sama opažam, nisem mama, nimam pravice govoriti o tem, ampak vidim, da velikokrat ti otroci so potem krasni manipulatorji, znajo obračati in očeta in mamo oziroma uporabiti to njuno vojno sebi v prid. Absolutno. Zelo pomembno je, da starši kljub temu, da se razidejo, ohranijo stike, da skupaj nekje zaradi otroka, zaradi te vzgoje, ki je njegova popotnica, se držita nekje tistih meril pa smernic, da sta si enotna pri tem, zato ker drugače res pride do tega, kot si rekla, otroci znajo zelo dobro manipulirati. In potem, ja, če ne bo mama dala, bo pa ata dal, ne? In potem tekmovanje, kdo je boljši starš, ne? Točno tak. Ja. Smo res tako brezpogojno ljubeči, kakor pravimo? Še zdaleč ne. Zato, ker večino staršev, tudi sama sem starš, pa tudi sama sem delala te napake. Pobegne ti včasih, ne? Enostavno, starši dosti krat želimo uresničiti svoje sanje skozi otroka. In to je napaka. Ne vem, zdaj, jaz sem želela igrati klavir, zdaj pa bo moja hčera igrala klavir, ker ga pa jaz nisem mogla. Ali pa bo igrala tenis, ker pa meni to ni bilo dano. In forsiramo otroka k temu ali športno, ali glasbeno, umetniško, kakorkoli. Silimo otroka po tej poti, brez da bi ga sploh vprašali, če si otrok to želi. Seveda otrok, ker starši so avtoriteta, otrok pač dela tako, kot mu starši rečejo, do neke starosti. Potem se pa upre in pol je pa največji upornik. Kaj se pa je zdaj z njim zgodilo? Ja, nič se ni zgodilo, samo izražati je začel svoje želje. Otroka je treba vprašati, kaj si želi, pa mu potem pomagati po naših najboljših močeh, ali je to možno ali ni možno. Predvsem se je potrebno pogovarjati o željah, o ciljih, jim razložiti, kako do tega priti. Zmeraj je pametno, da se jim poda 2 opciji, ali tako, pa ga pustiti, da se delno tudi sam odloči, katero pot bo izbral, ker s tem avtomatsko otroka naučimo odgovornosti. In tudi zaveda se, da bo potem posledice na neki ravni nosil sam. Kolikokrat ugotoviš, da ko te nekdo pokliče, da je nekaj narobe z otrokom, ugotoviš, da so to v bistvu neki vzorci, ki jih mora starš pri sebi razčistiti? Velikokrat, bom rekla, kar 70% je pol tako, da vidimo, da dejansko je otrok čisto v redu in da je treba se starši sprovesti te seanse pa pogovore, da pride do tiste valovne dolžine, da se začnejo razumeti med sabo. V tem primeru potem tudi staršem predstavim obliko teh novodobnih otrok, če lahko tako rečem, njihovo razmišljanje, njihova stališča, njihove poglede in čutenja na ta planet naš ljubi, ne? In ko jim to razložim, potem začnejo oni tudi otroka drugače dojemati. In seveda tudi z otroci je potreben pogovor, ker otrokom pa je tudi treba predstaviti, kako starši čutijo. Tako da oboje stransko se potem
da se srečajo nekje na sredini. Zaradi tega, ker, ne vem, prej si rekla, da materialno ni tako pomembno temu otrokom, recimo zdaj, ne, se pravi bolj posvečen čas pa tak naprej, ampak hkrati smo pa v času, kjer imajo najmanj časa, recimo starši, glede na to, kdaj grejo delati, povsem normalno je, da delata oba starša. Tukaj so pa res zdaj v taki eni mineštri. Tako, in ravno zaradi tega so te dušice tako zgubljene. Zato, ker to ni njihov prvotni namen in cilj inkarnacije. Tako kot smo se mi takrat iskali kot otroci v teh čustvenih, razvaljenih odnosih, tako se oni zdaj iščejo v tem materialnem svetu pomešanem s čustvi. In zato je še toliko bolj pomembno, da se jim to čim bolj podrobno, njim primerno razloži. Napaka je, recimo, vemo, tehnologija. Ti otroci so namreč takšni, da kaj jim bo podano, to bojo sprejeli. In telefoni. Danes ne vidiš otroka, ki ne bi imel v roki telefona. Gre čez prehod za pešce, pa si piše sporočilo, kam smo prišli. Pelje se na kolesu, pa telefonira. Z eno roko drži kolo, z drugo roko telefon v roki. To presega vse meje, ne? In tukaj bi res položila, če si lahko dovolim, ker sem tudi sama staršem na srce, da bi bilo nujno potrebno to malo omejiti, ker že zaradi varnostnih razlogov, že zaradi uma, tehnologija ni dobra za naš razvoj možganov, zaradi tega, ker to poneumlja. Možgani zamrznejo. Ker mi enostavno več pol druga ne vidimo, kot samo tiste igrce, pa samo splet in to je to. Recimo, kaj se tiče prostega časa, vidiš družino, grejo na sprehod, pa ima vsak svoj telefon v roki, pa po telefonu. Mislim, kje so tisti časi, ko smo se z otroci igrali, ko smo se z njimi lovili, ko smo tekali naokoli, ko so res otroci imeli nekaj od tega skupaj preživetega časa. Ker ni pomembno konec konca, koliko mi časa preživimo z otrokom, pomembno je, kako ga preživimo. Se pravi, da smo prisotni, ne? Tako. Ker otroci si bojo zapomnili, ko bojo starejši, samo to, ko bojo pomislili nazaj na otroštvo, moja mama. Aha, joj, kako smo se igrala, kako je bilo v redu. Ja. Kaj se bo pa taki otrok spomnil, moja mama, aha, na sprehod smo šla, pa smo šla na kavico, pa smo tam, jaz sem se igral, mama pa s telefonom v roki. Recimo, dosti primerov vidimo takih, ne? Se pravi, vsej minimalno za jedilno mizo ni telefonov? Absolutno, da ne. Absolutno, da ne. Za jedilno mizo ne. Tudi jaz vem, da čas je takšen, službe so takšne, da je treba dostikrat še doma delati, da marsikateri starš si mora prinesti delo domov, ker je pritisk tudi nad njimi takšen. Ampak, če je le možno, vsaj tiste pol ure, urco posvetiti otroku, pa potem sesti za računalnik ali pa, da se to nekako skupaj, ne vem, idi ti za domačo nalogo, naredi, jaz še to uredim, pol pa smo prosta, pa bomo se skupaj imeli fajn. V takem kontekstu, ne. Drugače to gre iznad nadzora. In s tem damo slabo zapuščino svojim otrokom. In pol bojo naši otroci isto imeli ogromno na sebi za narediti, tako kot smo mi imeli zdaj z našimi starši. Vsak starš si želi, da bi otroku nudil to res izpopolnjeno otroštvo, kjer je lahko otrok in vse te zadeve. Kako lahko to vemo? Torej, vprašanje, kako lahko vemo, da smo nudili oziroma da dajemo otroku čustveno izpopolnjeno otroštvo? Prva leta to težko zaznamo, ko je otrok majhen. Vidi se pa potem, ko otroci gredo že v šolo, skozi pogovore, skozi dojemanje in sošolcev, sošolk, ko se začnejo otroku širiti njegova obzorja, druženja in tako dalje. Ko mi vidimo, kako naš otrok dojema okolje, v katerem se giblje, takrat vidimo, kaj smo dali za popotnico za začetek.
To je tisti začetek. In če tukaj pride do tega, da vidimo, da se otrok slabo znajde v družbi, v šoli, da se ne počuti dobro v tem okolju, potem nima dovolj tiste stabilnosti in potem je taki dušici treba pomagati. Še je čas, da se to že v začetku šolanja se to najbolj vidi in takrat je čas, da se še nadoknadi tisto. Drugi del je tukaj v času pubertete. Takrat vemo, da hormoni naredijo svoje, ne? Takrat je vsa kemija na glavo postavljena v našem telesu in tukaj tudi vidimo potem, smo že zrasli, smo že večji, kako je pol to dojemanje, ne? To dojemanje, ki je prej bilo takšno, je zdaj, mora biti že bolj stabilno, ne? Tukaj se vidi, kaj mi otroku dajemo. Po čem vidimo, da smo dali otroku neko brezpogojno ljubezen, potem kak ima otrok do nas odnos, ali nam otrok zaupa, ali nas objame, ali si želi neke topline. Nekateri otroci prav nočejo, ne pusti meni, ne, eni prav rečejo starši, moj otrok se noče cartati, no nič se noče malo stisniti k meni, ne. Ja, če pa ni navajen tega od majhnega, so izjeme, ki res enostavno tega ne prenesejo. So izjeme, tako kot zmeraj v vseh primerih, ne. Ampak povprečno pa vsakemu paše, ne. Vsi imamo čustva in vsakemu paše neki objemček pa toplina. Cardanje! Pa seveda, ne. In pol se tu vidi, ne, da nekaj ni šlo tako, kot bi moralo. Tudi tukaj, če je to čas te pubertete, v tem obdobju je še čas, ker tudi če so v puberteti, se še zmeraj radi pocartajo. Še zmeraj radi pridejo. Moja je 26 let stara, pa še danes se mi na krilo sede. Ne, recimo, tako da vedno radi pridejo nazaj, vedno se radi vračajo, takrat vemo, da smo pa otroku dali neko dobro popotnico. Kaj se ti zdi, da je trenutno največja past, v katero lahko starši padejo? Bi kar rekla to, da ko rešujemo stare vzorce za nazaj, se preveč zgubimo v teh naših vzorcih in premalo pozornosti dajemo otrokom. Pa bo mogoče zdaj, kjer je starš rekel, kaj če pa samo za njega delam, pa samo na njega mislim. Ja, drži, ampak ta miselnost zajema naše vzorce. Zato, kot sem na začetku povedala, nas to zavede v drugo skrajnost in tukaj je potrebno... To je tisto, kar rečejo, ne, svojim otrokom bom pa jaz bolj nudil, kot sem jaz imel. Ja, tako, ker jaz nisem imela, glej, moji otroci bojo pa imeli toliko več. Napaka. Vedno v meri normale. Kar je meni zanimivo, Anita, je to, da ko spoznavam mlade ljudi 20 do 30 let in tak naprej, ugotavljam, da so tisti, ki so najbolj pripravljeni za življenje, upremljeni, samoiniciativni, so zmeraj imeli neko štalo doma. Nikoli ni bilo vse z rožcem poslano. Zato, ker so imeli težko življenje, ga tudi znajo bolj spoštovati, znajo spoštovati bližino sočloveka, vsako malenkost, znajo biti hvaležni in to so te vrline, ki nas delajo popolne, ki nas polnijo, ki so res, da nas vodijo v neko humano življenje, da ne pozabimo, kdo smo in odkot prihajamo. Najlepša hvala za vse, kar si podala in hvala, ker pomagaš toliko staršem pri tem, da spravijo sebe v red, potem pa posledično tudi otroka, kaj ne da? Tako. Najlepša hvala. Anita Rehar, jaz vam predlagam, da na njeni spletni strani pogledate tudi mogoče kakšna prihajajoča predavanja ali karkoli podobnega. Anita je zelo aktivna na tem področju in seveda jo pri tem podpira tudi klepet ob kavi, kajti pomembno je, da se o teh stvari pogovarjamo in kot je že nekdaj rekel Tomislav Kuliš, mislim, da ni pomembno, če je to dobro, uno dobro, a ne, pomembno je, da je mama dobro, ne dobra mama, mama dobro. In tukaj se torej vse skupaj tudi začne, kot je povedala Anita Rehar iz Ezoteričnega društva Arhekta.
jaz sigurno na teden vse za 2 osebe zvem, da ste naredili samomor. Res je to duši zapisano, ampak je pa zelo, zelo hudo za svojce